Gledalci Ljubljana TV, kot vidite, se nahajamo v Komendi, vzdušje je še vedno razgreto. Vi gledate to v ponedeljek, če se ne motim, zdaj pa je četrtek in snemamo ravno po novem uspehu Tadeja Pogačarja, se pravi rumene majice na Tour de France. Z nami pa je v bistvu njegov prvi trener Miha Koncilija. Miha, dober dan. Živijo, pozdravljen. Z nami pa je še en gost. Miha, nam ga boš ti predstavil, ali se bo sam? Ja, to je pa moj najmlajši, Luka. Danes sva oba prišla navijati v Komendo za Tadeja in ja, zelo z veseljem nos tole kolesarski dres Pogitima. Ok, zdaj ta etapa, ne? To je bilo kar razburljivo. Predvsem, ne vem, kot človek, ki si toliko dolgo v kolesarstvu, povej, jaz kot tisti nek recimo laični spremljalec tega športa bi rekel, dobro, v rumeni majici si, ti se samo drži tistih, da ti ne pobegnejo in to je to. Saj že imaš toliko veliko prednost, ne rabiš se dodatno forsirati, ne rabiš nič riskirati. Tadej Pogačar pa naredi ravno obratno in gre do konca in drugi dan zapored v rumeni majici osvoji zmago in še poveča svojo prednost. Ja, tale današnja etapa je v bistvu bila tako, ker mislim presenečenje. No, nekako vseeno, saj jaz sem pričakoval, da bo šla ena skupina teh sorazmerno dobrih kolesarjev v beg, ki pa pač niso nevarni za generalno razvrstitev in da bi se verjetno oni pomerili za etapno zmago. Seveda od zadaj bi potekel boj za rumeno majico oziroma bi Tadeja najbrž probali napadati, ampak zdaj v bistvu letos takih etap je bilo sorazmerno malo, se pravi, da bi bil cilj na klancu gor in pač se mi zdi, da Tadej koliko vsak dan pač iznova poudarja. Če se počuti dober, bo probal, če se ne. In danes je bil spet pač tisti eden boljših njegovih dni oziroma izrednih, če že tako lahko rečem. In je pač dal od sebe vse in pač zmagal. In zmaga na Tour de France, pa itak vemo, da je lahko zadnja, lahko jih bo še 20, 30, kakorkoli, ampak vedno se treba potruditi, ker to res nekaj šteje. Ja, ko sem se vozil do tle, sem šel mimo seveda občinska zastava, slovenska zastava in slike Pogačarja, ponos občine Komenda. Zdaj gledalci vidijo, da tukaj se vsak dan tako na hipodromu spremlja njegove bitke. Lahko mu v bistvu rečemo že kar velodrom, vsaj za obdobje Tour de France. Ja, jaz mislim, da res v Komendi velika večina smo res zelo ponosni na Tadeja in vse njegove uspehe. Pač smo v bistvu majhen kraj, kakorkoli majhna občina in se mi zdi, da pač res imeti tazga izjemnega športnika je pač mogoče enkrat v življenju to doživiš, se pravi v tem času. In jaz mislim, da res moramo biti ponosni na to, kar Tadej dela, predvsem pa pri vseh teh mladih letih. In ja, se pravi, v Komendi smo zelo veseli, da ga imamo. Zdaj vprašanje, ki ti ga verjetno marsikdo postavlja kot človek, ki samega začetka spremlja Tadeja in pa tudi širše slovensko kolesarstvo. Kaj je na Sloveniji recimo za začetek, da lahko iz 2 milijonov produciramo toliko kolesarjev vrhunskih, ki res dosegajo, ne govorimo samo o Pogačar, seveda Roglič, Mohorič in tako dalje. Ja, mislim, da to vprašanje je res tako, da bi ga v bistvu iz drugih držav nas tlele hoditi spraševati, kaj imamo toliko posebenega, ampak jaz mislim, da je to pač je plod enega dela, ki v bistvu v kolesarstvu v Sloveniji imamo razvit že dolgo časa. Strokovnost se mi zdi, da je zelo dobra, pač Tadej je bil, vemo, v kolesarskem društvu Rok Ljubljane, vzgojen, bil je v tem klubu 10 let oziroma še več in se mi zdi, da pač v bistvu to je pač res en plod enega dela, ampak vemo pa vsem, da pač imamo ogromno število kolesarjev mladih, ki so šli vsa ta leta, pač tudi zelo uspešni, ki so bili nekateri, ampak da si pa res pač toliko nekaj več, tako kot je Tadej, to pač se enostavno moraš roditi, to pač ta genska predispozicija, vse te fiziološke napore, ki jih on je sposoben premagovati, to pač ti mora biti dano, seveda pa poleg vsega tega delo, to je pa pač tisto, brez tega pa si lahko še tak talent, pa ne moreš biti uspešen. Tako da Tadej ima res kupek vsega, je pa remo enostavno popoln in to je to. Pri kateri starosti bi rekel, da je ta mal Pogi, pa se videlo, da bo pa ta velik pač šef na teh največjih kolesarskih preizkušnjah? Pa v bistvu
Zdaj, kdaj, da je bilo res to že zelo v mladih letih, bi težko si upal že kdo takrat reči. Se mi zdi, da res tisto zadnje leto, ko je prišel kategorija starejših mladincev, se pravi, to je tam U19, ki je bil star 17-18 let, so se pač res začele tudi tako težke dirke, te etapne, kjer je pač pokazal ta svoj talent, se pravi, da ima zelo dobro regeneracijo, da mu zelo ležijo vzponi in pač tam je že dosegel res nekih vrhunskih rezultatov, ampak se pravi, si pa tudi na podlagi tega je bilo težko reči, da bo pa zmagal Tura, to je vse je največja dirka, sploh po to kratkem času, in tako da pač res je nekaj posebenega. Ja, res rumena, bela, zdaj še pikčasta majica. Bi rekel, da je mogoče tudi malo geografsko pogojeno, kje si rojen. Zdaj tukaj vidimo, da smo pod Alpami v bistvu. Ali lahko postaneš vrhunski hribolazec, ne da bi izhajal iz takšnega nekega okolja? No, pa ne, pač tle imamo lep primer danske kolesarje, ki dejansko nimajo nobenega klanca v bližini oziroma res nezahtevanega, pa so zelo dobri tudi v vzponih. Tako da to jaz mislim, da ni pogojen. Je pa res, da pač imamo tle lepo naravo, v bistvu kamorkoli se odpravaš, imaš lahko in ravnino in klance in pogoji za trenirati, v bistvu saj v geografskem smislu so dobri, medtem ko nam pač infrastruktura, predvsem ceste nam še malo manjka do tega, da bi pa res bili na nivoju unih največjih držav. Ampak jaz upam in želim, da pa tudi to v prihodnosti pride do tega, da se še to izboljša. Mislim, da lahko rečemo, da z vsako etapno zmago vsakega v bistvu kolesarja, da je to korak v pravo smer in tudi signal v bistvu za odločevalce, da se izboljša ta infrastruktura. Evo še da poveva tukaj v Komendi res festivalsko vzdušje, kako bo v nedeljo? Ja, jaz upam in želim si, da v nedeljo pa tle res pride cela Komenda in da proslavimo ta uspeh Tadejove zmage na Turu. Seveda, pač moramo še zmeraj reči, še vedno imamo jutrišnjo etapo, pa v soboto kronometer, karkoli se še vedno zgodi, dirka ni končana, ampak ja, jaz mislim, da za našo etapo je Tadej res na zelo dobri poti, da to drugič v karieri svoji Tur in si želim, da tle v Komendi proslavimo tako, kot se zagre. Kakšen občutek je, ne vem, gledati Eurosport ali pa največje svetovne novice, kjer se omeni vaš kraj? Ja, jaz mislim, da je to res nekaj izrednega. Se pravi, se mi zdi, da se mogoče niti tega še zdaj toliko zelo ne zavedamo. Pač te uspehi so prišli sorazmerno hitro, Tadej je pač prišel na to sceno in kar začel zmagovati. Tako da se mi zdi, da bomo to šele s časoma ves čas dodajali oziroma se zavedali teh njegovih uspehov pa te pomembnosti v Komendi. V bistvu res je, ne vem, vsakodnevno dobivam prošnje iz tujcev, novinarjev, kje je to, kvad vi delate tlele, da je to možno, na toliko majhnem kraju, kako to gre sploh. In dejansko to je res nekaj neverjetna zgodba. Ampak se pravim, se mi zdi, da na splošno slovenski šport oziroma Slovenci imamo to v sebi, da pač toliko nepopustljivosti oziroma smo v tem res zelo dobri. Ja, mislim, da smo tudi v košarki dobili dober primer, ko smo mislili nekaj let nazaj, da najboljše generacije so že šle, pa potem pride nek Luka Dončić in vse znova postavi na glavo. Rad bi še vprašal malo glede novih generacij, ampak greva najprej na ene kratke. Dobrodošli nazaj na Ljubljana TV, tokrat iz Komende, iz Gorenjske, tukaj pod prekrasnimi Alpami. Zdaj je prišlo še sonce. In tako res en prelep dan za kolesarstvo, mogoče Pogi danes ni imel glih tega luksuza v tisti megli Pirenejev. Koliko je zahtevnejše v bistvu v takih nekih pogojih kolesariti? Ja, zdaj tako, jaz mislim, da letošnji Tur je šel Tadeju kar na roke oziroma vreme samo. Pač Tadej vedno priznava, da mu precej bolj ležijo hladnejši deževni dnevi in tudi v bistvu tisto odločilno prednost v Alpah prevozil v zelo slabem vremenu, v dežju, kjer očitno konkurenca pač nekoliko zmrzne oziroma ne more dati od sebe tistega maksimuma. Ga pa je bilo, mislim, da malo strah telih Pirenejev in tiste vsakoletne vročine, ki tle res pripeka, ampak letos smo videli te dva odločilna dneva.
pač se je skladil oziroma še zelo hladno je bilo in pač tudi vreme je šel tedaj leto zelo na roke, no. Ampak se mi zdi, da kljub temu, da pač je enkrat res v vrhunski formi, da v bistvu so to mogoče res tiste malenkosti, procent, dva, ki bi lahko spremenili pač predstavo oziroma da bi bil mogoče malo boljši, malo slabši, vsem pa ne bi toliko odločilno se mi zdi vplivali na to, da bi, ne vem, zgubil par minut, tako kot jih je na primer Uran danes. Tako, ko gledamo te vratolomne etape, no, hočem vprašati glede samih spustov. Recimo na vzponih vsi zelo navijamo, potem pa na spustih verjetno tukaj domačini, tudi kakšni sorodniki, vas kdaj pa tudi tebe mogoče, kot ga poznaš od malega, pa zdaj stisne tisto, da mogoče pa, da gre prehiter v dolino. Pa v bistvu, ja, spusti so lahko zelo navarni, sploh v kakšni taki situaciji. Letos sicer ni bilo takih etap, se pravi, da bi na primer res napadel na klanc dol, pa potem mogel spust tisto razliko vzdrževati, oziroma je bilo na tisti deževni etapi, ampak pač nikoli ni bil tedaj letos v taki situaciji, da bi mogel res na polno iti na spuste oziroma razkirati to toliko na polno, da bi mogel pač tam delati eno razliko oziroma se braniti. Te stvari pač lahko postanejo zelo nevarne, ja. Ampak kar se spustov tiče pa nasplošno tako, no, se mi zdi, da pač pri tolikih kilometrih, ki jih narediš vsak let, da je v bistvu to ena rutina rata, in imaš točen ti občutki, kdaj kje zaviti, kdaj zavirati, da pač to ni, da se fanti v bistvu spustov kar veselijo, no. Ok, vprašanje naslednje generacije, zdaj tukaj imamo enega, ne vem, mislim, da zdaj bolj smučarske skoke sprobava, ampak dobro, tudi po Rogliču vemo, da to mogoče ni omejitev za kolesarsko kariero, ampak mogoče vprašanje zdaj, ko tako mladi vidijo te uspehe Pogačarja, Rogliča in ostalih naših, koliko to vpliva na zanimanje mlajših za ta šport? Ja, zdaj res moram reči, da v zadnjem letu pa pol se nam je v klubu KD Roga oziroma pač letos Pogitima pridružilo res veliko število mladih, in to je pač ta euforija kolesarska, zdaj si vsi želijo, vsi bi radi bili Tadeji, Primoži in v bistvu je to pozitivno, saj kar se nas tiče, je pač imamo možnost, bomo imeli velik nabor otrok, mogoče z tega pač, da bo lažje verjetno nekoga spet dobrega najti. Po drugi strani smo pa pač tudi soočeni z težavami kadrovskimi, pač vemo, je le šport, ki se dogaja na cesti, ne moramo to kariti skupino 30, se treba pač to zorganizirati, ampak se pravim, na to so pač stvari, ki jih moramo zdaj se zavedati, da so mogoče lahko zelo kratkoročne oziroma ne bojo trajale ne vem koliko zelo dolg in pač moramo to izkoristiti, in tega se pač se zavedamo in delamo na tem, da pač bomo čim boljše vzgajali mlade. Ok, omenil si Pogitim, tukaj vidimo ta dres. Kaj je Pogitim in koliko je Tadej Pogačar tukaj osebno zraven pri tem projektu? Pogitim je del kolesarskega društva Rog, se pravi zdaj konkretno v kolesarskem društvu Rog, kot sem že omenil, je bil vzgojen Tadej Pogačar oziroma pač znotraj kluba je pač treniral zelo dolg časa in letos oziroma lansko leto, konc leta je Tadej pač poklical, rekel, Mihaj, meni se zdi, da bi se mi zdi, da sem dolžen kolesarstvu v Sloveniji nekaj vrniti, ogromen ste mi dali in se mi zdi, da prav, da s takim uspehom, ki ga imam z imenom, skušam pomagati mladim, da bodo lahko tudi oni imeli vsake pogoje. In ja, v bistvu to je Tadejeva ideja, Pogitim, tudi dres, ki ga vidimo, sta skupaj z Urško zasnovala in jaz sem zelo vesel, da sem lahko del tega oziroma pač počaščen, da lahko vodim ta del ekipe in se mi zdi, da pač je res lažje, se pravi, s Tadejevim imenom se marsikaj da, marsikakšna vrata se ti odprejo in upam, da bo tudi v prihodnje tako in da seveda pač bomo delali dobro naprej in da v prihodnosti dobimo spet kakšnega Tadeja. Koliko ta malih pa je zraven pri Pogitimu? Ja, ta številka se v bistvu kar z dneva v dan povečuje. Jaz mislim, da smo zdaj tako pa res aktivnih, se pravi, da tekmujejo v okviru Kolesarske zveze Slovenije, da jih je tam okrog 80-90, medtem ko imamo jih pa še v kolesarski šoli, pa tudi še kakšnih 30-40, se pravi, ta številka tam blizu 120. In si zadovoljen tudi z reakcijo recimo sponzorjev, da so tudi podprli ta projekt?
Ja, jaz sem v bistvu se pravim res zelo vesel, da se je to odprlo. In se pravim, pač mogoče smo letos zelo na hitro vse zastavili, pa imamo še ogromne rezerve tudi glede tega v prihodnosti, da se pač zorganizira mogoče še na res malo višjem nivoju, pa da damo možnost tudi tistim, ki so res zelo dobri, ene dodatne pogoje oziroma neki, da lahko imajo več, da se še v kakšni stvari dobijo neki dodatne motivacije pa enega zanosa za to, da bojo lahko še bolj trenirali. In se mi zdi, ja, da to je tista osnova, ki jo rabimo, če hočemo pač dobro delati z mladimi. In seveda, če mi to imamo, če imamo finance, če imamo pogoje za to, se bo verjetno dal v prihodnosti spet najdeti nekoga. Tomaž Pogi je začel trenirati pri 9, če se ne motim, a lahko začneš v bistvu že prej. Če opišeš, kako sploh izgleda trening za res tiste, v bistvu, ki komaj začenjajo osnovno šolo, kako izgleda za njih trening takega športa, kot je kolesarstvo? Jaz vedno pravim, da moramo ločiti trening pa vadbo. Se pravi, mi treninge z mladimi začnemo oziroma se začnejo šele tam pri 14-15 letih. Se pravi, prej je v bistvu vse skupaj vadba oziroma eno spoznavanje kolesarstva. Vemo, kolesarstvo je v bistvu zelo specifičen šport in pač mi v prvi vrsti se morajo otroci znati peljati sploh na kolesu. V tej smeri, da so varni na cesti. Zdaj, če gremo mi z nekom, ki se ne zna voziti v skupini, je to lahko zelo navarano. In v bistvu vse tele mlade, ne vem, naprimer od 7. leta naprej, prej je itak prekmav oziroma še to je tam nekaj na meji, da se pač začnejo voziti. Imamo na policijskem poligonu v Tacnu poteka ta vadba, kjer se v bistvu naučijo res teh osnov, kako se prestavlja, kako se zavira, kako se vozi v skupini in se mi zdi, da je to pač v bistvu zelo pomemben oziroma zelo dobro, da to imamo, da se to tam dela. Se pravim, ker se pa tiče let, pa jaz tako pravim, fajn je, da se otroci ukvarjajo s čim več športi, da se že specializira pri zelo zgodnjih letih. Pri kolesarstvu je pa v bistvu tako, po mojem mnenju so idealna leta, da se začne 14, 15, tudi 16, 17, še ni nič prepozen. Karkoli je pa prej, pa v bistvu vse res ena igra in tudi toliko starši, če začenjajo oziroma če vejo, da se jih bojo vključili v to, morajo vedeti, da jih mi tlele v bistvu res nič ne forsiramo, nič jih ne na to, da morajo začeti dirkati in nam to pač ni prvotno pomen, ker je pač res toliko zahteven šport, da če se boš ti že pri zelo mladih letih začel na polno trenirati, je velika verjetnost, da boš kasneje, da te malo minila. In probamo res skušati čim bolj ohranjati dolg, da se pač imajo fajn, da uživajo na kolesu in potem pač tako, kaj tadej, še vedno ga vidimo z največjim užitkom gre na kolo in pač se mi zdi, da je to najbolj pomemben. Rad bi mogoče postavil vprašanje za starše, v bistvu v imenu staršev. A je kolesarstvo drag šport za spraviti otroka v to? Zdaj tako, če pogledamo, kako je konkretno v našem klubu, se pravi, vsak, ki začne oziroma ki si želi začeti to kolesarsko vadbo, lahko pride k nam na trening v Tacen in imamo pač na voljo neki specialk. Zdaj, ta bum, euforija nam je to kar malo zožala. Se pravi, mogoče, če so jo začeli v septembra, ko so spet začeli, da jih imel vsak na voljo, da ga dobi, ampak v roku enega meseca bo pa siguren, če bo prišel s svojim kolesom, ni treba, da ima specialko, se pač tu da marsikaj naučiti, da ga bo pa sprobal, da videl, kako to izgleda in pač tam otrok oziroma tudi starši vidijo, mu je to sploh všeč, je družba v redu ali se počuti dobro in se mi zdi, da je to najbolj pomembno, ker v bistvu za začetek rabiš v bistvu samo čelado, pa eno svoje kolo, gorsko, bilo kjer, samo da se lahko peleš. Sam najdeš čas še za sebe, da kolesariš, kakor bi hotel? Ja, v bistvu tako. Jaz se kar probam čim več tudi s fanti, ki imamo skupen trening, kar iti z njimi na kolo, ker se mi zdi, da trener lahko zelo veliko da nekomu, če je skozi z njima. Mi smo pa res na takem območju, da v bistvu jih ne vidiš takole na igrišču, kaj kdo dela, ga popravljaš, ampak si v bistvu z njim na kolesu, lahko pač hitro vidiš, kaj dela napako, ga popraviš, konec koncev na kakšen klanc, se malo udarimo kdaj, kdo bo boljši, ima tudi za njih to kakšna motivacija in po en stran pa pač tudi še takole malo ohranjaš za dobro linijo. A je treba kdaj zavzeti strogo, že avtoritarno držo do teh mladih nadebudnih, da se mogoče preveč zafrkavajo na teh vadbah, treningih?
Ja, zdaj konkretno, mogoče tam s temi malimi, tudi siguren, kdaj pride do kakšnih stvari, tako kot v šoli, pa posod, pa je treba malo zarupotati. Ampak predvsem pa se dogajajo ja, na treningih, ko smo na cesti, tam pa pač pride do kakšnih zabav in potem je pa kar treba malo udariti, ker pač moramo vedeti, da smo na cesti in s temi stvarmi se pa pač ni zahecati. Tako da, še ti kaj povedati? Rumeno majico že imaš doma? Že imamo rumeno majico. Imamo, nam jo je Tadej podaril in smo jo dali v okvir in krasi našo dnevno sobo. Dobro imeti Tadeja Pogačarja za prijatelja, ko ima toliko viška majic, bi rekel že. Ja, lani jih ni bilo kaj prav viška, lani je zadnji dan v obleku, tako da je bila kar borba za tele majice, ampak ja, pač organizator da na voljo, da lahko se odkupijo te rumene majice, se pravi pač tiskajo je nosil, ki jo pač ima in je Tadej pač teh majic kar nekaj pač kupil in pač podaril tistim najbližjim oziroma mislim, da nam je to kar lepo darilo za ves ta del, ki je bil vložen v konec koncev vse mlade, vse generacije, ki so šle do zdaj. In to je v bistvu res tisten višek kolesarstva, zmagaš na turu, oblečeš rumeno majico in mislim, da se Tadej kar to dobro zaveda. Nedeljski družinski izlet v Pariz pa ni planiran. Ja, ne, ni planiran, ker imam malo službenih obveznosti. Eno dirko imamo na delu v Italijo z mladimi, pa potem sem tudi že obljubil, da sem v studiu na televiziji v nedeljo med etapo samo in ja, nekako že lani nismo šli, letos tudi ni nekako ratal, ampak jaz sem prepričan, da bo Tadej še zmagal, še kakšen tur in da bo še priložnost, da gremo pa tudi v živo navijati. Miha Koncilija iz kolesarskega društva Rog in prvi trener Tadeja Pogačarja, hvala za tvoj čas, za Ljubljana TV in hvala Luki, sem si prav zapomnil? Luka, hvala tudi tebi za čas, zdaj se pa lahko greš skrit v senco. Hvala tudi vam gledalci in ostanite na Ljubljana TV. Hvala, Dio.